To je Radio 1 podcast. Danes v goste prijeta Roma Child, to sta Martin Štibernik in pa Roman Ratej. Stara, prekaljena mačka na glasbeni sceni, ampak skupno zgodbo, ki je pa precej nova. Zelo priporočamo gled te epizode, zato ker nas bo popeljala čez nekaj več. Ugotovili bomo, kaj v življenju res šteje in ona dva sta živ dokaz za to. Tako da ne zamudite, priklopite se zdaj. Danes imam pa v svoji družbi dva ekstra zanimiva gosta in to sta Roman Ratej in Martin Štibernik. Roma Child, pozdravljena oba. Živijo. Zakaj je zanimiva? Zato, ker v bistvu sta na sceni oziroma v glasbenih vodah, da se pravilno izrazim, že res dolg časa, prekaljena mačka lahko rečemo, ne? Ampak v tej vlogi, v kateri se bosta pa danes predstavljala, sta pa bomo rekli tako, predvsej frišna, ne? Vsaj povprečnemu poslušalcu, ajde. Tisti, ki smo malce bolj v muski, sploh v roku, smo že malo potipali in že malo vemo, kako to izgleda, ne? Tako da na nek način sta fenomen. Sva. Ja, kako se je vse skupaj začelo, pa ne vem, a bi začela na začetku Roma Child, a bi začela pri vajinem prijateljstvu. Ker iz tega je v bistvu štartala tudi zgodba Roma Childa, ne? Seveda. Dajmo pol se vrniti, koliko nazaj? Ne vem, Prejšnjo stoletje. 35 let, ali koliko? Ok. 30. Dva, mali Roman in mali Martin, a ne? Mislim, Tako srednje nekako. velik. Srednje velik. Ja, smo bili že kar nekje kleno. Srednjo Ok. velik Martin, pa čisto malo večji Roman. Ok, to sem mislila po izkušnjah bolj manjši, ampak dobro, smo stati. Ja, se pravi prijatelja. Prek muske, v bistvu glasba naju je združila. Bil je band srednješolski, predtem osnovnošolski z drugo zasedbo, ampak ko je ratal srednješolski band, sta se zamenjala dva člana in tam sta prišla noter Martin in njegov brat Grega. Ker Grega je naš letnik, Martin je pa malo mlajši, bil še 7 razred. 7 razred, ja. Tako da evo, muska nas je združila in iz te združitve je potem nastalo prijateljstvo, eno taka vez, ki se še zmer bolj vzpostavlja. Katera srednja šola je bila to? Več. Kam sta hodila, oziroma to se je v Ljubljani verjetno začelo? Ja. Nekaj je bilo z gimnazije, ne, z Poljan. Ne, sem na ekonomsko pa glasbeno hodil naenkrat, tako da. Ja. Jaz pa osnovna šola, Šmarje Sap. Mare Sap. Reklama, tako. Tako. Se čaki, muska, govorimo o tem, o žanru, je pa vseeno bila malo različna, ne? Ja, rock smo igrali v bistvu. Mi smo Ja? takrat igrali v bistvu s te top 40, pač največje hite takrat, ki so bili od Whitesnake, Bon Jovi, ne vem, Billy Idol. Billy Idol, ja, ne Curie, tele. V glavnem, ja, preigravali smo po srednješolskih plesih to musko. Jaz nisem igral takrat kitare, sem igral klaviature v bistvu. Ampak ti si igral tudi harmoniko. Seveda. No, je moj prvi. na to sem v bistvu ciljala, da si v bistvu multi-instrumentalista, ne? Ja, pač tako je nanesel, ja. A so doma želeli, da greš ti v to smer, ali si se sam odločil? Veš, mislim, mene ni noben kaj dost silu v nič, kar se tega tiče, ampak ja, jaz sem pri 3 letih se zaljubil v harmoniko, pač stric je bil vzame, tako neka figura, ki je vzel harmoniko, sem bil čisto očaran in se rekel, in pa sem mi kupil harmonkico in tako se je začel. Ker je pa Roman že omenil, imam starejšega brata in potem v tej fazi, razvojni fazi, seveda brat je pač prej prišel v puberteto, ne, 4 leta prej, in so mu starši kupili kitaro. On ni nič igral glavno in pa se on naučil par akordov in mene je pa tudi zanimalo, ne. Rekel, kaj imaš to? To je D, aha, to je G, to je C, ok, in pa sem se naučil tistih par akordov, tako da sem pač lahko še kaj zabrenkal, no. Tako se je začel, ja. Spravi in pol naprej glasbena šola, niste čist... Glasbena šola Tako, skozi, ja. ok. Jaz sem kar obiskoval v 12 let. Bravo, Ja. ok. In oba skupaj brata, mislim tebe in brata, je pa potem pot zanesla tudi, lahko rečemo, v enega najbolj prepoznavnih in najbolj priljubljenih narodno-zabavnih bendov, Res je, ja. ki so bili takrat v Sloveniji, to so bili Slapovi, a ne? Slapovi, ja. A ste vi takrat malo vseeno bliže tisti ta prvi, ki ste spremenili to
podobo narodno-zabavne glasbe. Ja, pač vsekakor. Midva z bratom sva padla v to zgodbo totalno nepripravljena, oziroma vsi, no, ker je bila neka pretveza v bistvu, da bomo igrali nek stari rock, ker ista zgodba je bila, menjala sta se 2 člana in brat je rekel, jaz ne grem sam, če še brat gre noter, pol ja, v glavnem in pridemo noter in mi igramo dejansko 2-3 mesece preigravamo, od CCR do pač te neke klasike, ne. Ja. Na kar se Jože prijavi na festival in pač je bil sprejet komad in pa je rekel, fantje, ste za foro in se prijavimo, oziroma gremo skupaj na festival, si bomo sposodili tam letele obleke, narodne noše od vaškega kluba. Aha, okay. In smo se oblekli narodne noše, šli na festival in ta festival je bil Vurberg, prvi Vurberg leta 92 in smo zmagali z absolutno večino in smo bili postavljeni pač pred dejstvo, ne, mislim, sem totalna zmeda, zdaj, v bistvu ne bi igrali narodnjake, ker smo se za foro prijavili, ne, ker mi bi pač igrali rock, ampak folk nas je pa pojedel, ne. Ja. Kaj zdaj narediti? In potem je šla zgodba naprej. Jaz mislim, da takrat, če si v nedeljo, sploh v nedeljo vžgal radio, ja, presežem, ni šlo mimo ne reci nikdar, ne. Ne, ni šlo, ne. In še zdaj verjetno je kar stalnica, ne. Ja, ne vem, pač jaz nikoli nisem bil fan narodno-zabavne muzike, niti nikoli nisem poslušal, pač ta zgodba se je zgodila in ko so se vsi te uspehi dogajali, je bilo pač v bistvu v neki točki praktično nemogoče tudi izstopiti, zaradi tega, ker če bi izstopil takrat, bi se pač vse podarili in nisem mogel, zaklenen sem bil v tisti situaciji noter in se je mogla stvar pač odviti in dozoreti, da sem se lahko pol osvobodil tega. Tako da ne vem, pač zanimivo obdobje. Kaj ste poslušali doma? Kaj so starši drugače poslušali? Pri meni Beatli, Elvis, pa to je bilo na LP-jih, na vinilkah. Pri nas ogromno. Mami je imela obrt po ročno poslikavanje predmetov, bila je doma skozi in je bil skozi Val 202. Val 202, potem sta s bratom in takrat je bilo res ogromno glasbe, takrat je bil Dragan Bulič, en izmed teh urednikov, Marko Prpič, to so pač staroste. Ja. In res je bila kvalitetna glasba, res kvalitetne informacije in potem seveda s bratom smo tudi mami pomagala pri tem ustvarjanju njenem, ne. In potem sta s bratom ona dva začela, brat je vedno tako pač malo provociral, mami, dajva tekmovati, kdo več pesmi ugane, ne. In pa sta se šla to foro. In pa sem še jaz v to padel, tako da ogromno pač te muzike, ki se je takrat vrtela po nacionalnem radiju. Ob nedeljah pa seveda tudi kakšen narodnjak padel pri nas doma. Ja, se pa to je šlo eno z drugim, ne. Kje je imel pa Marjan Kralj? Isto? Isto, na prvem, mislim, da na prvem. Ja. No, to se spomnim. Njega zelo doskrat, ja. Če hočeš iti po neke radijske legende, se njega definitivno omeni, ne. Jaz recimo se tega ne spomnim, no, ampak starejše generacije pa ja, ne. Jaz se ga še čistko za rep. Ne, ker to je bilo pač nujno, ne, v delo zvečer. Pa če lahko vprašam čistko, no, ker sta ga poslušali, kaj je imel on, kaj je bilo tako posebnega pri njemu? Jaz sam spomnim, imel tak en poseben tak žamaten glas, je imel tip tak pomirjajoč, ne vem, kada... Jaz se spomnim vsebino, no, tako zelo so bili vsebinsko bogati. Vsi tej. Pa je bil še en gospod, ki je vedno čepco nosil, pa je imel blazno zanimive intervjuje. Okay. In mene to, tako so bili jedrnati, blazno, celoviti, sem to spravim, to so bili drugi časi. Oni so bili tudi edini v Sloveniji, v resnici, ne, nacionalna radijska postaja. In tako je bila res taka zelo močna institucija. In tudi, tako bi rekel, izobraževalno naravnana. No. Ni bila zabava, ni bila samo zabava, je bilo tudi izobraževalno, ampak na tak poljuden način, da je dejansko pač širša masa lahko razumela to. No. In vedela nekaj naprej in v bistvu poiskala naprej vere. Vse veš, kako je bilo, pač, otroški program je bil Ježek. Ja. Mi smo gledali Ježka v otroškem programu. Ja. Mislim, to je visoka umetnost.
Ja. Ne, niso to telebajski, ne. Ne, ne, Živeli čisto kje? v drugem času. Ja, čist drugače. Pa Sovček je bil, Juri Sovček. Juri Sovček je bil kar, ja. Ja. Brez tega ni šlo radovedni tače, kaj da je pol kasneje pa tako, ne. Kasneje, ampak to je noro. No. Tako da jaz sem zelo hvaležen, da sem se takrat rodil, v bistvu, da sem to še doživel, ker pač sem mnenja, da kronično primanjkuje tovrstnih nekih vsebin. No. Pa deva reči kvalitetnih, a ne. Ja. Ker vsebine so, ampak je samo vprašanje, kaj ti pol dajo oziroma Absolutno, ponudijo, ne. Ja, ja. Te globine, malo več Tako. globine. No. Ja, Vse je fajn, zabava je super, sam dajmo še malo. uravnovesiti vse skupaj. Uravnovesiti, tako. Absolutno. Ta v bistvu prva zasedba, ker sta vidva skupaj igrala, to so bili virtuozi, a ne? Ja. Ampak potem sta šla tudi vsak svoja pot, a ne? Po Malo po svoje. Jaz sem padel v en band Kontinent, je bil Tomaž Kvas, Jani Lah pa Gregor Rea. Bil je en thriller Tomaž na klaviaturah, pa mislim, da je šel ven in sem jaz Martina pol poklical, tako da Martin se je pridružil temu bendu. To je bila tudi še srednja šola. Ne? Jaz sem bil prvoletnik takrat. Ja, jaz pa 1,17 po mojem. Tako, verjetno, ja. Malo starej. Tako je. Ja. Ja, Na 18 po mojem. 18, ja. Glih. Valjda, ker sem si nogo frderbo takrat na maturantskem, točno. Ja. Oprosti, moram vprašati, kaj pa je bilo? Pa le, neke slemerje smo tavkali pa doma, pa se mi je letel, pa sem kar skočil za pretmaja dol. Ne, Okay. Pa si od bobnarja pričakuješ ja, kaj pač ludilo do konca. No. Okay. In to je bil glih termin, ki bi mogli iti v studio, pol 2 komada posneti in zato se spomnim. Jaz nisem mogel z uno nogo in pošel Tone Dimnik Čoč, tako dober bobnar, ki je pri Gugujih igral. Aha, okej. No, na prva zasedba virtuozov, Ja. pred to našo srednješolsko, sem bil pa S5 razred, pa 6, smo pa pred Guguji igrali v Valentinu ob četrtkih, recimo, eno sezono, tako, mulci taki, no. To je bilo takrat kar. To je bilo ful. To si bil ono. Ja, Okay. Ja, tako je bilo, da v bistvu je ravnateljica, ki smo imeli mi špil, nisem rabil upravičil prinesti, sem imel upravičen zjutraj. Čeprav fotru ni bilo to všeč, ki je prva šola, kar nekaj ne. Ampak smo imeli, ja, take prioritete. Tako. Kje pa se je tvoja zgodba z bobnanjem začela? Glih s tem Mihatom Megličem, on me je na vohu, on je en let starej, a ti pa bobne igraš, jaz sem bil 4. razred, on pa 5. Okay. In je v letu in je model bil tako, Sex Pistols se poslušal. Irokeza. Ja, Irokeza, nek punks pa to. Jaz pa veruk, pa gor dol, pa una vzgoja, veš, krščanska. Ne. Ja, igram, sam panka pa nam je igral. Tako da je pa začel tip do mene uletavati, nisem imel niti bobno na nič in on je imel nek benžen, svoja lisička je prav zvita zver, pa neki tazga. Pa še igrala. To je bilo fudoro v panku. Ja, ne, ampak se, a veš, pa z nekimi komadi, niso imeli komad, mi smo otroci, vsega imamo za dosti, ne, pa smo začeli svoje komade delati, veš, ne, pa sva rabila še 2 tipa in en njegov sošolc je pač imel nek bas in je bil in en edin tam mal, ki je bil še en let mlaj od nas, Alen Lapanja, edin v naselju na Glinškovi, ki je imel klaviature, veš, ki je imel orgle, ne. Tako, da, tako je ta prvi band, tako je zgodba rock'n'rolla se začela. Kako je ta feeling, kad narediš svoj prvi komad? Mislim, kje sploh pride, kdaj se zgodi ta moment, da si rečeš, ok, pač preigravaš, znane si vse boljši, pač provaš skiniti, ne, da je čim bolj identično verjetno, ampak kdaj se pa polno zgodi, pa dej gremo mi narediti svojega. Ja, tle bolj Martin ti povedal, ker jaz v bistvu nisem bil tok avtor, kot sem sam podložil groove, ne. Okay. Tam bil Miha, ne. Ja. On je prišel z teksti in z melodijam, ne. Martin je tle bolj, no. Ja. Zato. Ne vem, pri meni je bilo to zelo naravno vse skupaj. Mislim, jaz, ker sem igral harmoniko, recimo, prvi razred harmonike, ker sem bil, ne vem, 6 let star, 7 let star, sem že melodije si zapisal. Mi je melodija prišla, jaz sem jo igral in sem si jo zapisal kar v notek, to sem znal tiste osnovne stvari. Skratka, je bilo nekaj naravenega zame, ne, da bi nekaj si izmišljeval, da bi nekaj invental, čak da si moram pa zmisliti nekaj. Ne, pač prišlo je. Pride nuja, da pač gre skozi tebe in moraš dati to ven iz sebe.
Si pa zmer zapišeš, mislim, še zdaj imaš recimo ta sistem. Ne, nič več. Ne. Zdaj si pač zabeležem. Tako včasih, ja, če nimam kaj, si zapišem mogoče na papir, če se ne morem posneti. Ampak tako, no. Pa smo mi z Virtuozi, v tej drugi zasedbi smo tudi posneli 2 komada. Takrat je bil avtor en drug, že pokojni pevc. Ampak ja, se mislim, da to bolj iz neke notranje potrebe, kot iz nekega racija, no. A veš, mislim, moraš muske pisati iz racija. Ja, to bi bilo malo čudno. Ne? Mislim, mnogo jih to dela in to kar uspešno, pač finančno, ampak če gledamo tako skozi neko prizmo avtentičnosti pa izvirnosti, pa vsekakor ne, se mi zdi, da mora biti to nek naraven proces. Tudi midva zdaj, če se navežem na najen proces ustvarjanja, ne forsirava, pač se zgodi. V enem intervjuju sem prebrala, mislim, da si Martin po moje ti to rekel, in sicer navezala sta se na Davida Bowieja, ne? Ki je enemu izmed svojih ljubih bendov rekel, super ste, a nikoli ne delajte glasbe za publiko, vedno ustvarjate glasbo zase. Naredil sem 2 albuma za publiko, v času, ko je postal stadionski, ne? In to sta bila moja 2 najslabša albuma, ki sem jo naredil v življenju. Res je, to je rekel Arcade Fire. In s tem se popolnoma strinjam, ker čim vklopiš kalkulacijo, zgubiš sebe. Zgubiš sebe. In tukaj v bistvu, zato mi je všeč, čeprav je zelo kontroverzen, pač Bob Dylan, ne? Ker ne bo se pustil zapeljati temu, ne bo se pustil. Pač. Ampak on res ničemur, ja. Ne, on bo sfural svoje. In se nisem Bowie, ki je to rekel, tudi Rick Rubin ima podobne izjave. Ne? To so nazadnje rekli Murphy, no? Če smo že pri njih, ko so izdali zadnjo plato, ne? So v bistvu rekli, da so naredili muziko, ki je njim všeč. Ja. Verjetno je to... Super. Ja. To je to. To je točno to. Ja. Ampak kaj pa recimo, če ti odkriješ neko formulo, ki bi špila poslušalstvo in se pol tega skozi držiš? Mislim, Koliko lahko to sploh furaš? Jaz se ne morem tega držati, ker mi je dolg čas. Jaz osebno ne. Duhomorno je čist, ne? Ja. Mislim, kako lahko s tem živiš sploh pol, ne? Tudi tako je, ne? Mislim, ker ni trenutka, ker v bistvu ustvarjanje je stvar trenutka v tem trenutku, ne? In zdaj, če ti repetiraš en trenutek, ki se je zgodil 2 let nazaj, znova in znova, ne, pač dobimo situacijo glasbeno, v kateri se nahajamo danes v končni fazi. Ne? In ta glasba pa postaja vedno bolj votla, ravno zaradi tega, ker unga trenutka ni več, je samo opis trenutka. Ja. Nima pa nobene več esence. Ja, v bistvu same senc, ne? Tako. Ja. Tako. Pa bi rekla, da smo trenutno res zelo polarizirana situacija. Na eni strani imamo točno to, ne? Neko votlost, načni oziroma neko instant muziko, ki se dela takole, ne? Na 1, 2, 3. Po drugi strani pa imaš res proper umetnike, ki dajo sebe noter, ki res se držijo svoje špure, recimo ala Bob Dylan, ne? Ki je še zmeri. Taka res zelo stroga meja, no, med obojem. Mislim, živimo v času in v kapitalizmu, pač lov na denar je odprt in tukaj ljudje ne izbirajo sredstv, da pač zaslužijo pač denarno, tako ponovač povedan. Zdaj, eni se ubadajo s tem, na kakšen način to naredijo, kaj zlorabljajo v resnici, ne na ta način, ampak pač jim je cilj denar in pač v redu, no. Ne, če pa gledamo z vidika, kaj s tem daš, ker ti v resnici, ko ustvariš nekaj, ne ustvariš zase, ti ustvariš za svet, ti ustvariš za ljudi, zaradi tega se tudi umetnost dela, mislim, najprej z notranje potrebe, ampak ko se ta notranja potreba izrazi, postane to zunanja stvar. Zunanja stvar se pa dotakne vseh. In zdaj, če to iskreno napaja, in seveda bolj, ko napaja, več ima tudi tak je to kanaliziral od tega, se pravi, denar postane posledica, ne? Ja. Ne pa vzrok. In sem kaj odgovoril na... Ja, mene zanima v bistvu vsega tega čist vajno mnenje, pa tudi tako, ker sta v stiku in z glasbeniki in zdaj tudi s poslušalci, gledalci in tako naprej.
A znajo poslušalci, a znamo, no, dajmo tako reči, prepoznati kvalitetno glasbo ali ne? Deep, globoko vseb sigurno, ne? Ampak je toliko enih filtrov, a veš, toliko je enih posiljevanja, ne, glih s tem, kaj Martin zdajle govoril, da se tudi poslušalec, da je malo zmeden, pa se je malo zgubil, ne. In zato sam podpora Murphyjem in Dylanom in Roma Childu tudi, konc koncev, da pač, da res iskreno pristop vsaka, veš, kot avtor, kot ta source, a ne, nekak ta kanal tega, kaj itak je, a ne, da se to nekako zmanifestira v ta naš svet in da s tem v bistvu kot artist mi res prevzema odgovornost kot za sebe, tudi za ljudi, se pravi za neko resnico. Zato, da jo probava tako, ka ona je, a ne, ki pride, ki se začne manifestirati, da je čim manj, da jo polirava, pa čim manj probava nekako oblikovati, ampak da jo probava surovo lansirati v ta svet. Ja, Vse to, kar si naštel, jaz se to pravim, vključno z vama dvema, to ni glasba na prvi posluh. Se pravi, vsakič znova, ko jo poslušaš, a ne? Exactly. Prvič ti je mogoče celo tako, kakšen komad, govorim na splošno, ko pa je to, ne? Ampak pol, ko ga poslušaš drugič, ko slišiš, vsakič znova slišiš neke nove elemente, ki te v bistvu še bolj navdušijo, pritegnejo in pol na koncu si fan, ne? Ja, lej, super. Ja. To je to. Ampak to je to, a veš. Ja. To je to. Kar se pa poslušalcev tiče, pa tako, veš, večina ljudi je preobremenjenih s tem svetom, živijo pač v res v nekih mentalnih kletkah, prej zmučeni od tega sveta in v bistvu vse, kar po čemer hrpenijo, da malo pozabijo na to težo, ko jo skozi nosijo, ne, in zato v bistvu segajo po vedno bolj instant pač ponudbi, ne, tako v hrani, tako v oblekah, tako v muziki, tako pri filmih, samo zaradi tega, da malo predahnajo, ne. Zdaj, jaz pravim, super bi bilo, da bi se ljudje res odpočili od sami sebe, podvrgli ta balast, ki jih duši, ne. In za tem se pa skrivajo, so pa vsi kvalitetni poslušalci v resnici. Za tem. Ne, ker jaz ne govorim o hoh umetnosti. Zame hoh umetnost ne pije vode. Jaz govorim o enostavnih stvarih, o resnici, ki ima blazno moč, ne. Čutenja. Ampak da priješ pa do čutenja, pa je pa tako, kot je Roman rekel, moraš pa biti sposoben zaznati te filtre, pa jih proba čim več odstreti, da sploh prija do tebe. Samo tukaj je pa izobraževanje v bistvu tisto. Oziroma tudi to, da ti sebi odpreš plašnice in da spustiš v svojo bližino čim več in različnih ljudi in različne glasbe in konc koncev. Ja, upati si moraš, ja. Ja. Pogledati čez. Ja. Ja. Pot vase. Ja. Najtežja pot. Dajmo, kako se je torej Roma Child začel. In sicer, dajmo ime še enkrat razdelati. No? Ker dosti je bilo enih različnih zgodb od nogometnih klubov, do marsičesa, ampak dajta povedati, kako sta prišla na to ime. 5 let nazaj sva se dobila tako, vse smo se večkrat dobivali tako na kosili. Sta bila na vezi. Ja, sva bila na vezi, pa vse sva še nekaj cajta pred tem tudi še nekaj igrala v neki spremljevalni zasedbi. A v glavnem, jaz sem pristopil do Romana, enkrat smo se dobila in sem rekel Romanu, pišu, kalej, z vsemi bivšimi virtuozovci sem nekaj počenjal glasbenega, ne. Veš, z bratom sva imela slapove, z Mihatom Megličem sva presnela ogromno nekih kitar za produkcije, ki sem jih delal. Z Janijem Grabrijanom sva imela en projekt Fusion Pop, z Alešem Čadežem sem tudi sodeloval, sem rekel, sem še midva nisva nič naredila, kva pa če midva nekaj naredila. Nek duo, tako neki, ne, kitara, boben, recimo, ne. To je bilo vse v oblakih, tipo White Stripes pa to. Ajde, deva za fora v glavnem. In tako se je začel, v bistvu iz neke radovednosti, kam bo vse to šlo. V glavnem. Se pravi, je bila spontanka, ni bil uno načrt. Ne. Bova to, bova tam, bova šla tja. Ne, pa tudi to, ker ta ideja prišla, ne, takrat, ko smo pač bili na večeri prvama z Jasmino. Prejem sva midva karkoli naslednji korak naredila, po moje pol leta in let minila, veš. Ja. Okay. Tako da, Ja. to je sam
Sam to je bilo na mizo dan, ne, ampak nič ni bilo, zdaj pa, veš, ne. Tako je. Ja, Zelo previdno počasi je začenjalo. No. Pa se je začenjalo v bistvu tako z nekim kolažem. tako. Neke idejce so bile glasbene, ki se je pol neki zložili in pol iz tega je nekako se pokazal Supersonic Gaučo. Evo, tako, no. Ja, Ja, veš, kaj sem neke tekste začel pisati. In sem Martinu pol rekel, imam neke tekste, daj pošala, veš, ne. In to je Supersonic Gaučo, ta prvi komad, ki sva ga zasnela kot Roma Child. In je tudi spet trajal, da je telefon zazvonil, k Martin enkrat, veš, kaj, neke rife sem naredil, a imaš kaj cajta, pa prlet, pa vam malo posnela, se niti ne vem, veš, ne. In tako sva tudi prišla in nisva sploh vedela kva, ne, tako in sva sam neke ene dele, da probi tam tako, in tako sva tudi šla iz studija in poj Martin to zložil, v bistvu. Tako je. Parte sva posnela, sam, pa se, jaz nisem vedel, kako se rekel, le bo že, se bo že pokazal, pa se pa nekako to sestavilo v celoto. Ja, pa se pa pokazal, da tu tekst, pač skeleton, osnova teksta, štima, jaz sem imel kavboj, on je rekel, kavboj, veš, Supersonic kavboj, pol sem googlil pa to neki ameriški bojni piloti in pol Martin pride z Gaučotom. Kaj pa Gaučo, veš, to je južnoameriški kavboj, ja, the best, veš, ne. No, pa so pa enkrat, sva se usedla glih, pa sva kitice, sva skup napisala, tako, pa nama je zmer tako spontano vse skupno. In tako ta prvi komad, mala prvi komad, je. Tako je. Se pa spomnim, ki je bil Rudi Bučar glih na obisku, ne? Ja, točno, ja. Tisti čas in, Martin, kaj delaš zdaj? Sem rekel, pa delam en projekt, daj, mi pokažeš. In zarolam Gaučota v dnevni sobi. In ti pa čisto odpizdi. In začne kar skakati, dej šekat, začne skakati tam po kavču, posod in ga čisto ga napihne, koliko je to dober. Se rekel, ajde greva nekaj pojesti, greva na pico, ajde greva. Pelje za mano in tip kar v eni točki gledam, pač kar odvije nekam. In jaz ga pokličem, kaj si pa ti šel? Čuj, čisto me je odpeljalo. Tako, no, zanimivo, no. To so te iskreni unije, veš, sami začetki in tako, veš, od iskrenega človeka, ki ga je sezul, se pravi, je neki, ne. Ja, mava neki. Neki je, neki energy se čuti, ne, veš, ne, tako da. Tako zanimivo, bilo, dobro je bilo. Jaz priznam, da sem ena od tistih, ki ni bila tako dobro seznanjena z vajino glasbo, z vajnimi projekti, ampak enostavno tako dobro ste pohendlali to promocijo, bom rekla, to vizualno podobo in vse skupaj, da sem rekla, jaz to moram iti v Kino Šiška pogledati, poslušati, da vidim, kje je ta fora, veš. In ko sem prišla tja, ste tako kar Rudija tudi mene sezuli. Na nek način, sicer sem vedela, kje sem in kaj počnem, ampak to je res, res dobro. To je tako na nivoju, kar je pokazala tudi udeležba številnih slovenskih glasbenikov. To recimo je bilo meni tudi blazno, mi je bila neka potrditev, da vedva pa nista kar ena, no. Vse to smo nekako vedeli, ampak skupaj zelo dobro funkcionirata. Kako sta vidva doživela Kino Šiška? Kjer sta mimogrede predstavljala dvojno plato, ne? Ja, v bistvu, se pravi, prej smo gli Gaučota omenjali, ne, to so najni začetki in to je bila cela evolucija, se pravi, prvo sva dala EP ven, ki je bil Gaučo gor, pa še par unih komadov ta prvih, no in pa so pa naredila material za dvojno ploščo, ki smo jo predstavljali lani v Šiški. In sprotle se je v bistvu izoblikoval Roma Child. In zvok, in appearance, in celostna podoba, se pravi, tle je ful enih ljudi vključenih. Od tega, kako dizajn zgleda, recimo na plati, kako bo midva na stageu zgledala, se pravi, od lučk do sounda, do vsega skup. Se pravi, to je cel evolution. Na koncu ta najvažneje pa, kako midva to v bistvu zinterpretirava, ne? In sva prišla do svojega sounda, no? Se pravi, skozi ves ta proces sva prišla do svojega sounda in nama tale Šiška predstavlja eno veliko prelomnico. Se pravi, kakorkoli, ful sva zelo svež band, a ne?
In veva, da imamo zares dober material, močen material. Sprav otroka v dežju, glih smo se prele pogovarjali. Tudi včeraj sem bil na hčerkinem koncertu, je model, ki to organizira, je rekel, je otroka v dežju, ki je si Tomi Meglič pristopil in dal še sebe not in pomagal komadu, da nekako zdaj prosperira in prodira med publiko. V glavnem, Šiška je prelomnica, no. Se pravi, in kakor sva rekla, na manj ne pristajava, ampak sam še evolution od tle, se pravi, mava že tudi veliko materijala pripravljenega za naprej, ampak sva rekla, lej, tega sploh še polirati nismo začeli, se pravi, ta muska, kakor sva omenila, rap, malo dal, ni na prvo žogo, in sva se odločila, da bova, se pravi, probala zdaj čim več priti do ljudi, čim več koncertov, manjših, večjih, sploh nima veze, se pravi, da midva prideva v stik s publiko, tako kot je v Šiška, lahko je tudi sam za 50 folka v malem klubu, sploh nima veze. Se ta koncert bo zdaj na Ortofestu 1. aprila. Tako, to ni hec, to je zares. Tako. In to je to, se pravi, to je najin plan zdajle, igrati v živo, se pravi, in spraviti to interakcijo, ne, da pač pride do širše množice ljudi. No. A pa lahko izpostavite malo te ljudi, ker meni recimo je strašno padlo v oči ta grafična podoba, ta neka stripovska, te animacije in to barve, konc koncev, ful so barve sekale ven, ker ponavadi vsi zavzamejo neko to temačnost bolj, ne, bom rekla v rock žanru, vidva sta šla pa prav šus, prav udarite, kdo je zaslužen za vse te stvari, tudi za postavitev na odru, top. Ja, celostno grafično podobo smo delali z Lukatom Koboletom, ker je to že od samega začetka v bistvu. Njega je predlagala najna PR-ovka Živa Jalovec. Nekako sva imela midva že v glavi, v bistvu, s čim bi, pa kako bi komunicirala vizualno, ne? Ja? Ker gre za Roma Child, se pravi, kaj bi bilo tukaj playful, kaj bi bilo tukaj igrivo, ne? Kaj bi bilo tukaj večno mlado, ne? Kaj je večno mlado v vizualni komunikaciji, pač, strip, cool, ne? Imamo nekaj, ne? Glavno, iz tega stripa se je stvar pol, z te ideje, ne, se je stvar pol začela odvijati, smo se dobili z Luko, in naredil dizajn za prvi EP in seveda je bilo logično, ker prvi EP ima črno-bel dizajn. So rekla, delamo zdaj Plati 2, polna albuma, se pravi Evolution, gremo v barve in kdo bo delal, ja seveda, pač to mora Luka nadaljevati to zgodbo, skratka. No, potem pa, ko se je pobližal pač koncert oziroma ideja o Kinu Šiška, o tem velikem koncertu, zdaj, kaj pa tukaj narediti, ne, z sceno in z komunikacijo? V bistvu je bilo kar odgovor, je bil na dlani, ker dizajn na LP-ju je sestavljen v bistvu iz 11 sličic. Vsaka sličica ponazarja en komad. Vsaka sličica opiše svoj komad. In pol je ideja prišla, kaj pa če bi se s tem poigravali, da v bistvu vsak komad, ki sledi, vzamemo element iz te sličice in ga postavimo ob bok najini glasbi. Da se pravi, ljudje začutijo še vizualno to, o čemer midva pojeva, podzavestno v bistvu. No? Tako da ja, tu je sodelovala Stela, VJ-ka, katera je dobila vse materijale. Za luč je poskrbel Črt Birsa, pač imela sva samo top ekipo, no. Pol je sound je delal Matej Gobec, drugač Lajbah in tako dalje. Kdo je tebe oblekel? Mene... Ker to je pa tudi posebno poglavje. Ja, v bistvu se pravi, ta outfit je bil narejen za videospot Slow Down, povzem si ga, ki smo ga posneli v sodelovanju z Darsom. Najna stilistka je bila takrat pa Vesna Mertel. Ja, in pač so se ji pustila zapeljati, ker
sva ji zaupala in je še vedno, ker je točno dosegla točno to, kar je potrebno dosegla. Dosegla je tisto, da si tako dvakrat pogledal, wow, ker moramo, da spomnimo oziroma da povemo, ne, tistim, ki nas poslušajo zdaj, to so bila ta svetleča, v bistvu kostum je bil, ne? Cela obleka, svetleča, satenasta, to se je res bleščalo, to je bilo tako noro, ampak zapali. Jaz sem danes računala, da boš prišel v tem oblečen. Ja, se sem spodaj, veš. Da ne pozabva, se pravi, kako pa sama postavitev stage za Šiško, ne, so pa klicala Mateja. Filipčiča, smo prijatelji, sodelovala midva že prej v nekih njegovih projektih in sem se spomnil na njega, smo se dobili na eni kavici, nama je idejno zelo prijazno pomagal in razrešiti to enigmo odra, ker tukaj smo v bistvu mogla sama se nekje postaviti, ne? In nama je pomagal to razčistiti, kakšna naj bo postavitev in na kakšen način. Ne? Glede na to, da sta bila dva, sta popolnoma zauzela stage. Vse to je fora, ne? A veš, ni to band, to dva sva, ne? In se pravi, da ni premalo, da ni preveč, ne? Ja. Tako da ja, super ekipa, ful dober, je pa zanimiv, ne, kako je pri teh stvarih, pri teh svojih stvarih, ki imaš recimo, to je bil najn koncert, največji, ne, ampak vse je šlo v bistvu narobe, pač. Vse se je podiral, pač do konca. Pač še med špilom. Ja. Mislim, meni je pa super, jaz ne vem, da kaj bi dva ciljata, ampak... Se na koncu je bilo itak vse the best, ne, ampak lej, pač tako zanimivo, kako... Kako so pa prišli določeni gosti, zraven se pravi, tukaj je bil Lado Bizovičar, Tomija Megliča smo že omenili, bil je pevec Kokosov, Boris, ne, bil je tudi Contradiction, so bili tudi zraven, kako ste no, se predvidevam, da ti kot producent to znaš, kaj se bi najbolj ujelo v vajno glasbo, ampak vseeno. Ja, Kemija pa tudi mora zlaufati, ne? Martin je v bistvu sam prišel s tem idejam, ne, kva va imela, ene goste ova rabla, ne, a veš, koga čva, ne, tako da posel sam, en za drugim, nekako se je poklapljala, veš, tudi plato sva končavala, finiširala, tako da in se v zvezi s tem se je tudi pol pokazalo, kdo bi kam pasal. No. Ja. Mislim, jaz tudi z ljudmi, ki sodelujem še kot producent, pa tudi pri nama pač velja ena stvar, da ni neumnih vprašanj, pa ni neumnega razmišljanja, veš, se pravi, če ti pade nekaj na pamet, daj to iz sebe, ne. In, veš, mislim, najprej mi je bilo pomislil sem na Contradiction, pa Tomi Meglič, da bi pel, recimo. Contradiction, pa Tomi Meglič, da bi pel na en komad, veš. Tako se je začelo, v bistvu. To je bil nek preblisk. Ja. Ne, in, out of the box, drugač kombinacija. Ja, zelo dober. Ja. Tako, ne. Pa na en komad, veš, tako da, kaj se dogaja v glavnem. In pa sva začela, medtem, ko sva vadila, pa isto tega otroka održiv, igrava in v bistvu iz te kombinacije meni takrat sam prideš šit, pa si to je čisto za Tomija komad, to mora Tomi peta, veš, ne. In tako je prišlo do sodelovanja s Tomijem. Pol, Kokosi so bili, sem jih spremljal po Valu 202, so mi bili v bistvu tako, nekaj časa sem se kar uperal, moram priznati, ker to je čist drug zeitgeist. Čist. In pa sem pa enkrat si vzel čas in jih šel čez, in sem rekel, ok, štekam, imajo to. In mi je bil ful všeč Boris in sem rekel... Mikroplastiko. Ja, kako je dober prval, ja. V glavnem pride Boris, sem rekel, Boris bi super odpel en komad, ne sva takrat tudi imela lepo za omrežje narejen. V glavnem, na ta način smo prihajali, ja. Ja, povej zgodbo, ne, z mikroplastiko. Ja, Boris je tak simpatičen poba, res tako, tak cukrček. In rekel, vidva fotra, polna testosterona, ne pa mi, mulci, polni mikroplastike. Veš, a tako to doživljaš, ja, pizda, res tam, ful, polna testosterona, veš, ne. Pač, ko smo se parke dubali, ne pa jaz z mikroplastiko, ne, veš, simpatičen, res. Ja, ful je simpatičen, se strinjam, popolnoma. To je. To je to, no, Pero Stojanović pa itak, pa so pa rekla, kako bi pa zdaj te stare komade vključila, ne, glede na to, da imava predstavitveni koncert 2 novih albumov, vse moramo odigrati Gaučota, pač pa Domino, pa še, ne vem, še pa Matadorja, ne. Ja.
Kaj pa če bi Matadorja Pero naredil, Contradiction, no, in smo ga poklicala in je bil... Je bil tako je za, ne? Ja. Dobro je spalo vse. Ja. Veš, kaj me zanima, kako vi dva poslušata glasbo? Kaj si rekel, da si šel poslušati Kokosa? Glede na to, da sta okužena z glasbo na vse možne načine, kar recimo jaz verjetno ne bom nikoli, ne? Kaj slišiš? Kaj te zmoti? Ne vem. Kako jo poslušaš? Jaz to probam predvsem začutiti. Moram priznati, da imam več problemov s komadi, ki imajo ogromno besedil, ne. Ker to mi, zdaj moram jaz to nekaj misliti, kaj zdaj on... Po rap ni zate. Ful slediti nekaj, to me čisto deprimira. Odvisen, kdo repa. Kdo repa, ja. Tako, če gre na Če ima flow. Če ima flow, ja. Okay. A veš, ampak zdaj sem videl recimo, da ta mlada generacija se more ful izpovedati. Mikroplastika. Ful imajo besedila, ne, in očitno morajo dati to ven iz sebe in mularija relata s tem, kar je normalno, ker govorijo pač o stvari, ki je v zeitgeistu, ne. In sem si vzel čas, ker sem rekel, lej, ne moram biti zdaj tak ignorant, ne, če mi nekaj, če je, se pravi, če stvar je, pa da jaz imam neki, kako bi rekel, nek zadržek, ne, pa moram jaz pri sebi to pač eliminirati. No? In sem poslušal in sem šel čez besedila in sem rekel, pa to je genialno pesmo. Ja. Ja. Ponovno glasba, ki ni na prvi posluh. Tako. Ne vem, res, ampak pol ti pa zleze enkrat pod kožo in pol si gotov, po domač povedano. Ja. Tako, no, v bistvu, jaz moram pa priznati, da ne poslušam kaj veliko glasbe, no. Aha. Ne. Okay. Tudi jaz, bolj tišino, veš. Res? Ja, res. Ampak ko pa izberete, recimo, kaj si data za poslušati? A iščeta, se spontano nekaj pojavi, ali imata neko playlisto, ki vam paš? Ne, tvojo muziko, to, kar imaš ti, Rock 1 radio. Ja, res. Radio 1 Rock. No, ampak res, to, če sem v avtu, pa če Galija, ne, hčerka hoče, da je muziko, veš, ne, in pol imam to, ne. Sam vidiš, to so, bom rekla, preverjeni rock hiti, dajmo tako reči, večinoma, ne, kaj jih malo pocukraš z slovenskimi, novimi in tako naprej, ne. Jaz pa tudi nimam playliste, pa bom mogel se spet malo lotiti, pa kaj preposlušati, ker pač si moraš vsake tuk cajta malo prevetriti ta prostor, ne. Ampak dejansko imam raj tišino, raj imam pač mer, veš, toliko smo naredili, mislim, toliko je šlo ene muske skozi naj. Ja. Razne. No, se to, ja. Da, enostavno, to je... Ja, zdaj, ko imamo špilno, neki cajta nisva igrala, pa veš, da prijem hiter not, tudi za bobni, recimo, si dam, ne vem, ali si dam Chili Peppers, gor, kam je všeč, pa malo Foo Fighters, ali pa Prodigy, glih tok, da... Najhitreje sem spet nota, veš. Ja, štekam. Jaz si pa kar romačal dam. No, pa si dam pa romačal in pač, ki moram še 5 zran, ki me neštilo, je valjda ušpel, ne, se pravi, veš, ne, tako da itak, ne, grem malo posneto Šiško in mi je super, veš, sam čez, od začetka do konca. A se je pri temu projektu kdo mogoče sam javil, da bi z vama kaj delal? V več njih. Res? Ja. So? A lahko koga mi zaupate? Ne. Ker mogoče sem pogrešala kakšno žensko. Sva razmišljala o tem, ja. Bile so ful enih kombinacij je bilo, no. Ampak recimo, bosta šla v tej smeri tudi naprej, kar se tiče sodelovanja z drugimi, da bosta delala še kakšne triote, da tako rečemo. To se nama zdi čist, če pride ta informacija, tako kot je, z veseljem. Ja. Valjda. Ker vajni nadaljni načrti pa so v bistvu evropski odri, festivali in tako naprej. To so primarni v bistvu. Ja, no, ker mi dva se s tem štartala, veš, ker tudi nisem imela slovenskega teksta, benga, ne. Ja. Tako da ja. Pa kje smo zdaj? Ste že kaj v kakšnih dogovorih mogoče s čim se lahko že kaj napove? Zdaj aplikacijo dajamo, pač delamo na tem, delamo na networkingu. Tako. Povezujemo se. Viš, tle se točno vidi, ne, ta kilometrina, ki jo imata za sabo, kako sta v bistvu prostopla k temu, ne. Že koncert v Šiški tako, dodelano, resno, kvalitetno na nivoju, ne. In tako je bilo tudi dostavljeno v bistvu nam, ne, poslušalcem. Midva so pred časom v bistvu.
A veš, mi dva predstavlja, to sva mi dva. Ja. To je ta podoba, ne? In v bistvu zdaj pa, ko mi to vse skup za nama prehaja, ne? Ja, Veš, pa mislim, da so pokazala, kaj to je, pa iz kje sploh štartamo, a ne? Naprej, ne? Ja, pa tudi pač veva, da večina teh komadov bo tudi železen repertoar, ker veva, kakšno moč imajo te komadi. Ja. Sej imava tudi še mnogo drugih, ampak da se slišali tako, ampak ja, tako je pa proces. Ja, sigurno. Je pa proces. Orang proces, ja, veš, se pravi, ne klecanta, ne, biti v svoji špuri, zaupati, mislim, da to je ful, veš, koliko vsak neki ti zmer neki frskne, pa da je pa ti vidva mogla to vidva pone. Ja. In vse je cool, ne, se pravi, sam na svoji špuri, se pravi, tle sva prišla so od tega, da mi dva imava svojo špuro in vse je good, vsak mnenje, karkoli že, ampak le, mi dva imava svojo špuro. Ko je bila Maja Kevc tukaj gostja, ker pač ima to izkušnjo Švedske, je prav omenila, da kako je v bistvu ta slovenski problem, veš, kaj bi ti mogel. Ne? Da imamo Slovenci blazno to potrebo, da svetujemo, dajmo tako reči, ne, veš kaj, ti bi, bože bilo, če bi to tako, a pa če bi tisto tako, ne, ker pa je v tega v tujini ni. Zdaj ne vem, Roman, ti mi lahko mogoče potrdiš, zavrneš. Nisem tega poslušal tam, ne. Ni bilo, ne? Edino od teh naših, ki so bili. V teh sem pa ful poslušal. Ej, stari, daj ti to, daj, veš kaj ti moraš, daj, a veš, ne, in to. Sašo Kuzmanovič, prav menil te bom, no. V tebe sem največ poslušal tega. Ej, stari, ti mogo, ne vem kva. Evo, valjda, vsak more, kar je, a veš, ne. Ste dokaz, da moraš spet sebe poslušati. Tako, se prideš in to je vse God bless, ne. Ja. Zato, ker v bistvu vsakič, ki te to malo stran potegne, ne, priješ spet na svojo špuro, priješ čistejši in močnejši, a veš, ne, tako da sem hvaležen za vse, veš, kaj bi ti to mogel, ne. Kaj bi ti to mogel, ja, točno to. MK, ne, ni to en komad. Veš, kaj bi ti mogel? Ja, mislim, da je res MK, če se namotim. Ja, bomo preverili, absolutno. Tle moram zdaj vprašati, kako je bilo delati s Tatu? Kakšno izkušnjo, oziroma to je pa vseeno bilo na nekem drugem nivoju. Ja, to je pač top of the world, ne. Ja. Mi spohvedali nismo, a veš, kva to je, ne, takrat, ne. Ker to je bilo sam poklopil se, pač v pravem trenutku na pravem mestu. Ja, prišli, ne, valjda, ker smo glih ekipa je bila, ker smo nekaj snemali, eno plato smo snemali, valjda, ne. In pol noč, tip nas hoče videti, ne, ba so neke Rusidje, veš, nekao ful popularne tam po Evropi, po vzhodni Evropi, pa zdaj hoče tle eksfurat, ne. Pa tip, da nas vidi iz Interscopa, ne, a veš, ne, pride nek mlad poba, ne, smo mislili, da je nek potrčko tam, veš, tako, ti imaš prve triole, ne, you like triplets, ne, ker sem pač malo overplayu, pa to prav, ja, all the things she said, samne triole. In smo mu bili cool, no, in pa je bil telefon, čez 3 dni ste na J-Lenotu, pa New York TRL, pa vse te velike šove, veš, pa gremo pa kar na Christina Aguilera, Justin Timberlake, vas bomo na turo dali skup, ki jih imamo glih na turi, tako, to je bilo tako, le. Mi nič nismo štekali, kva se dogaja, veš, neče, kva pa je zdaj to. No, v glavnem, pa se pa žal to, ali pa ne žal, pač ni se to išlo zato, ker ipak je bil pa Rus odzad, je imel besedo in I don't like. Se pravi, vse, kar je ta hotel, on rekel, I don't like. Drugače pa, lej, super izkušnja, no, in lej, da se, no, a veš, pač, jaz sem sanjal o teh odrih, pa tako, in sem tudi v bistvu hvaležen temu, ker sem nekako rekel, to je pa to zdaj sem pa izpolnen, ne, in se pa sam nek brezno odprl in sem sam tako raztreščil me na prav faktorje, v bistvu ta Egič se je razbal, neča, kva ti zdaj govoriš, veš, ne, kva si dosegel, kva je to, veš, ne, kot da sem se lahko pol začel sestavljati nazaj. No. In v bistvu ta projekt, ki ga imam midva z Martinom, to je moje najbolj iskreno delo v lifeu, če lahko rečem, ker sem tudi, Martin je z mene tudi potegnil tega avtorja, pisca, ven, ker sem nekako čutil, da je, ampak si nikoli nisem upal, pa spet poslušal ti, stari, daj ne, veš, ko to je zajeban.
ni to, a veš, ne moreš, ne. Škaj bi ti mogel, ne? Ja. Veš, kaj bi ti mogel, ampak sam še na kontra, a veš, res te poteptati, a veš, ne. A po drugi strani vzeti tvoje ideje, pa jih dati tipom, ki piše, pa z istimi naslovi, ne, točno veš, kdo si, stari. Okay. A veš, lej, moj komad, ne, ampak podpisani čist drugi od spod, ne. Koliko to zaboli? A pa je različno? Ma nič, to je sam pot do tega, mislim, res se ti za malo zdi, ne, No, a veš, ne, ampak, lej, greš čez, v bistvu, ni bilo vreden moje energije, v bistvu, tako bom rekel, ne. Zato pa je zdaj toliko bolj, no, tako. Spravi, je to, to, kar sta zdaj skupaj ustvarila, je nek terapevtski moment, da pozdravita dušo oziroma vse te stvari. Ja, čist. Absolutno. It's all about that, v bistvu. Ja. To se ful čuti. V bistvu, in tako, ko se pogovarjamo, tukaj so vam različne stvari všeč, pa tukaj se igrata z vsem, da res najdeš v vajni glasbi vse. Vse različne spektre, ne, k temu pripomoreš recimo gostje konkretno in res začutiš, da človek ni samo ene barve oziroma samo ena plata, ne, ampak da je sestavljen, da je zelo kompleksno bitje in to se čuti v vajni glasbi. Bravo. No, ja. Lepo to slišati. Ja, hvala za to. Ja. Tako, ne vem, tako jaz doživljam vajno glasbo, zdaj pa, a veš, ne, verjetno vsak po svoje konc koncev, ne. Ja, in prav je, da vsak po svoje, ampak sam da odpira, sam da pronica. Martin, koliko ti usklajuješ delo z Roma Child in delo z vsemi ostalimi? Ker si pač eden najbolj prepoznanih in priznanih slovenskih producentov, ne? Ja, delo z ostalimi se je zmanjšalo, zreduciralo na skoraj nič, zaradi tega, ker zdaj je bilo tako, da v tem obdobju sva z Romanom v bistvu ustvarjala te dve plati. Ni bilo več energije, no, vmes sem še Majo Kevc finiširal, recimo za Batisto Cadillac pa že nisem imel več časa, tako da sem mogel fante pač odsloviti. Pismo. In so imeli kar nek problem s tem, ker so mislili, da sem jih nekaj zafrknil, kaj se neko ljudje, ne, pač nijam cajta, ne, nismo bili nač dogovorjeni, se neko, nijam časa, svoje projekte imam za delati, v glavnem. Tako da zdaj se je v bistvu vse zreducirali na Roma Child in to je to. Zdaj pa, če se pa najde slučajno vmes kakšen čas, ja, seveda, naredim kaj. Če vem, da me tista stvar potrebuje, pa da ima še neko dodatno vrednost za ta prostor. Ne? Ampak ti si pokril praktično kompletno sceno? Si, a ne? Sem, ja. Mislim, 10 let na polno je bilo to, še več, mogoče ne 15 let, ja. Pač do popolne izgorelosti, do čistega tilta. Okay. Ja, ker te spije, zaradi tega, ker sem šel z vsakim tistim projektom mimo sebe. Sebe sem zanikal. Čist z vsakim atomik harmonikom sem sebe zanikal. Ja, to je to, kar pač je poanta današnjega pogovora. Ja, tako da sem rekel dovolj tega. Jaz sem hvaležen za vse te izkušnje, ker brez tega pač niti ne bi ustvaril to, kar sem ustvaril, se pravi studio, v katerem lahko da mi dva snemava, hišo, dom in tako dalje. Ne. Ampak je bilo res garanje, ne. To je pač garanje in na koncu, kaj sem ugotovil v bistvu, ne, pri vseh teh projektih, da jih je mogoče zgolj peščica, katere lahko postavim na polico. Z ostalim si nijam pa kaj pomagati, kaj samo pogorišče. Tistih hitov. Ja. In sem rekel, dovolj. Čas je zate. Mislim, tle bom jaz zdaj začela. Bravo, lej, tudi jaz sem bil priča temu procesu v bistvu in lej, to je to. Tako da, zdaj pa sam, lej. Ampak to je to dono, ko hočeš biti dober, a ne? Verjetno, ko hočeš pomagati ljudem konc koncu, ali... Mal hočeš pomagati, mal hočeš tekmovati s to sceno, razumeš? Zdaj hit naredil, ko pa še jaz naredil še en hit. A veš, neka ta čudna, bedna tekmovalnost, ki še vedno čutim na tej sceni, razumeš, nekih egotripašev, ne, kdo bo mu najglasnejši komad, pa kdo mu največji hit. Mislim, sploh ne gre za to, ljudje božji, no, mislim, ne, gre za zgodbo, gre za tist zadnji, kaj se dogaja, ne, pa za to zaveso bedno, razumeš, ne. In, ja, tako.
Okay. Ampak recimo, če človek ne zna pet, ti lahko poštimaš, da na koncu zna pet. Ne, če človek ne zna pet, ga pač vržeš iz studija. Get the fuck out. To bi mogel delati že zadnjih 30 let. No. To. Se pravi, zdaj bi to naredil. Absolutno, nimam časa za to sploh. Ampak na začetku pa se da malo. Lej, na začetku pa, ko si še malo nesiguren vase, pa ko si utrjuješ pot na sceni, ne, seveda boš naredil vse, da prideš nekam. Ne. Ampak ista zgodba, podobna kot pa Romano, ko pa prideš tja, kao, zdaj pa sem, ne, naredil, ne, se ti pa vse sesuje. In takrat dobiš točno vso sranje nazaj, ki si nisi upal pogledati. In pa se začne šele healing, to prav v bistvu, ker moraš priti nazaj do sebe. Ja, iluzija se res sesuje. In to pa ni lahka pot, no. Mislim, to je bila dolga pot v bistvu. Ta recovery ni takole, zato ker toliko cajt, ki si not metal, boš tudi ven jemal. Ok. Ne gre čez noč. Čeprav misliš, da čez noč, ker se prvi procesi zgodijo, zdaj pa sem, ne. Tako da ja, v bistvu sem kar pravi cajt, kako to, hvala Bogu, zaštekal, no, ker te poje. To te poje, ne. Čutiš verjetno na vseh nivojih, ne, od dejansko fizično, duševno, nisi več ti, ne. Ne, nisi več ti. Mislim, kdaj pa vidiš, da nisi več ti, takrat, kadar imaš izpade nekontrolirane, kadar se ti neke anksioznosti javljajo, ko preveč jointov pokadiš, ne, ko pač rabiš nekaj, da te naredi otopevga, ne, no, takrat je cajt, da za akcijo. Ja, ful sem vesela, da se je zadeva tako razpletla, da ste v bistvu ohranila to vest, ne, koliko je to na koncu glavno, da imaš ob sebi ta pravega človeka, ki te pele, ki te zna pripeljati naprej. V svetlobo, konc koncev, ne? En drugmu vidva tle, glih to, evo, zdajle zadnjih par dni, tale zdaj, ali pa zadnji mesec, ja, en drugmu sva tle, lej, a veš, in se vlečeva ven in si pomagava in gremo in sam pičiva naprej, lej. In se učiva v bistvu biti sam seb najjači, no, to, sam seb najjači. To je v bistvu zdaj najn final stage. Pač v svojemu stebru, ne, da ni nič naslonen, ne, na drugega, se pravi vsak v svoji špuri. In to je tako močno, da v bistvu, da to je najjače. No. Ja. Je pa res, da si pač, mislim, to je kar privilegij, da smo si dovolila to, no. Okay. Ker ni enostavno. Te stvari, ki jih zdaj govorimo, pač, lej, it takes a lot. Ja. Moram sam reči, to, kar si rekel, in upam, ta zadnji stavek, da se bova na vse to en dan smejala, in se že smejiva. Ne vem, meni sta... To je to. To je to, a veš, to je to, ja. Jaz bom tako rekla, to je bil, počasi smo propeljali, se mi zdi, škoda mi je karkoli naprej vleč. Absolutno bi vaju tukaj še rada dobila, ker uspehi bojo prišli, zato ker imata svojo špuro in zato ker veste, zakaj to delata. Ampak je pa bil to eden najbolj navdihujočih pogovorov, ker sem jih imela tukaj in en tak dokaz o prijateljstvu, o poslušanju samega sebe, o temu, da rečeš ne, da se naučiš reči ne in da greš čez ozkoglede ljudi, kar sta v bistvu konc koncev oba doživela, no. Tako da, wow, hvala, no. Malo sta me pustila brez besed. Ja, hvala tebi, ker se brez tazga sogovornika tudi ne moreš se o tem pogovarjati, veš, tako da le. V glavnem, pejte poslušati, ker vam bo odprlo malo pravim glavo in ušesa in to je prav, da začnete razmišljati tudi na malo en drugačen način, da vidite, kaj vse imamo v tej državi mali, koliko je ena dobre kvalitetne glasbe. Ortofest torej, ne, bo prva taka priložnost 1. aprila. Kaj pa pol naprej? Lahko že kam povabita? Lahko, ja. Se pravi, kaj je Top Channel festival na Dajdovšno, se pravi, to je ta bar Hiša mladih, se korsil. Ja. Zelo aktivni, ja. No, tam sva v petek, meni se zdi 4. julija. To je Velenje, ne? Smo gora, nismo. A ja, se pravi, to je Velenje, pa že Days of Thunder sva. Okay. Ja, to je včeraj poklical Dejan. Tako. Pa smo na Izoli, polet, mislim, da bo 8. 9. to je Alter festival. Datum še ni potrjen, ampak en izmed teh dveh datumov. Ja, pa Maribor pol na jesen KGB.
Super. Ja. Super. Verjetno bova odigrala en manjši, zelo mini koncert v Mokronogu. To sva ravno Danes je točno pri kolegu. Ja, drugače sva pa čakava zdajle v aplikaciji, sva kar nekaj oddala, okoli 10 za festivale po regiji. Hrvaška predvsem, tako da to bo pa zdajle počasi jasno. Ja, kaj ko se bo- s tem dogodilo, tako da ja, je še vse odprto. Definitivno, ko zvemo, poročamo dalje, tako da pejte, kamor lahko greste, ne zamuditi, ker se splača. No. Še enkrat hvala in sam, bi smo tako rekla, držite svojo špuro naprej. Ne? Hvala, Jana. Enako, Jana. To je Radio 1 podcast.